Direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek ocenjuje, da je bilo leto 2019 za posavsko gospodarstvo eno uspešnejših. Projekcije so pokazale, da bodo prihodki ranga nekje 4 milijarde 250 tisoč evrov, oziroma če to prenesemo na zaposlenega, se bo ta indikator prihodek na zaposlenega ustalil okoli 360 tisoč evrov na zaposlenega. Kot kažejo projekcije poslovanja, je skupna dodana vrednost znašala 550 milijonov evrov, kar je do zdaj največ. Dodana vrednost na zaposlenega tako znaša 46 tisoč evrov. No, kar se pa tiče samih dobičkonosnosti, pa nekje računamo, da bo EBITDA ranga 220 milijonov in pa sami dobiček dobrih 110 milijonov. Govorimo o neto dobičku, sicer bo ta še večji, a ne? Rezultati so obetajoči, kar jim daje navdih za leto 2020, saj je pred njimi kar nekaj izzivov. Tukaj je dvig minimalne plače. Imamo kar nekaj podjetij v Posavju, kjer imajo nizko dodano vrednost in bodo verjetno se morala prestrukturirati. Računamo, da bo investicijski potencial se v Posavju nadaljeval. Nekje ranga med 170 in pa 200 milijoni je ta investicijski potencial v Posavju. Tako da pred nami je eno zanimivo desetletje polnih izzivov, sprememb, ustvarjalnosti, inovativnosti in verjetno še česa. Kljub optimističnim napovedim se pri poslovanju posavskih podjetij že nekoliko kaže ohlajanje gospodarstva, ki smo mu priča na globalni ravni. Če so se vodstva podjetja rada pohvalila, da imajo zasedenost proizvodnje v letu 2019 skoraj celo leto, pa za leto 2020 seveda še vedno ostaja visoka raven optimizma, s tem pa, da imajo nekako z naročili pokrita storitvena podjetja nekje ranga do pol leta, nekateri tudi dlje, nekatera manj, nekatera pa, ki pa so recimo v kovinski branži, pa so še vedno zelo zasedena in imajo zasedene kapacitete tudi za leto že 2021. Izziv za leto 2020 ostajajo kadri, je prepričan Gorišek. Sicer ne pričakujejo več tako velike stopnje rasti zaposlovanja, kot je bila do sedaj, a bodo usposobljeni kadri, ki jih je na trgu premalo, igrali ključno vlogo. Upokojujejo se najštevilčnejše generacije, ki so se rojevale tam 55 do 60. leta. Težko jih bo nadomestiti. Mi vidimo rešitev v tem, da bi glede na vitalnost te generacije podaljšali delovno dobo in pa tudi izkoristili vse zakonske podlage, ki spodbujajo podaljšanje delovne aktivnosti. Na drugi strani pa vidimo za mlade rodove rešitev v vajeniškem sistemu in pa seveda, da bi se mladi odločali za tehnične poklice oziroma z področja naravoslovja. Če jim bo uspelo na tem zahtevnem področju narediti ta pomemben prodor, pričakujejo, da se bo stanje izboljšalo v naslednjih 4 oziroma 5 letih, dodaja Gorišek. V lanskem letu sicer beležijo nekoliko negativen trend pri samostojnih podjetnikih in pri posavskih zadrugah. Zadruge imajo tudi zanimive izzive. Tukaj so problematika minimalnih plač in pa dodane vrednosti. Verjetno se bodo morali prestrukturirati in pa seveda iskati nove priložnosti na trgu, kjer bi dosegali višje cene in s tem pa tudi višjo dodano vrednost. Cilj gospodarske zbornice je, da bi bila ta leta 2025 60 tisoč evrov na zaposlenega. Danes pa zadruge žal ne dosegajo niti polovice tega.